Takole, dame in gospodje, dobrodošli v še en Gartnerjev podcast Brez dlake na jeziku, kjer bo danes z mano človek, ki je s svojimi razkriti stresel Slovenijo ničkolikokrat, večkrat kot vsi možni cunami. Človek, ki je razkril najbolj umazane in najbolj zloglasne afere v slovenski zgodovini. Človek, ki zato včasih plača tudi veliko ceno z raznimi tožbami, grožnjami in podobnimi stvarmi. Človek, ki je verjetno, tako kot je naziv tega podcasta, resnično brez dlake na jeziku in se ne boji nikogar. Človek, ki je zadnje 14 dni ali 3 tedne tudi sam v središču ene zelo konkretne afere. Tako da, tole bo noro, tole bo fajn, res me zanima, kaj vse bo povedal. Kaj vse bo upal povedati in pojasniti. Jaz sem si prvič v življenju, bom iskreno priznal, napisal vprašanja. Ponavadi delam z glave, ampak ko pride pa on, si treba pa to pripraviti in napisati na stari način v mapci, tako da bomo šli mi točno tako, kot tu piše. In dame in gospodje, z mano v temle prekrasnem kotičku, Oxy Help centra iz Celja, ki so moji dragi prijatelji in smo tole malo priredili, dali tole lepo rožo, da bo to dihalo, je eden in edini, ikonični, kultni in zelo nevarni, v svoji biti pa zelo simpatični novinar, TV voditelj, raziskovalec, športnik in še marsikaj drugega, Bojan Požar. Lepo zdrav in dobrodošel, Bojan, v mojo družbo. Dobro si mi napovedal, celo s cunamijem si me primerjal, čeprav ne vem, jaz mislim, pa nas nimamo cunamijev. Imamo pa v tujini. Ja, v tujini so, tudi v Hočah, ker jaz občasno živim, zadnja leta ful piha, blazno piha, ampak ni pa še cunamijev. Še pa bojo, če boš pa ti naredil. Ja, ampak nikoli ne izključi tega. Bojan, predno bova šla na te številne tvoje afere, norije in vse, kar si do zdaj naredil in počel, te bom vprašal čisto eno osnovno vprašanje in sicer tvoji začetki, tvoje rojstvo, tvoji starši, tvoje otroštvo. Kakšne spomine imaš ti na to, pa kak je bilo? Si imel srečno otroštvo, nisi imel srečnega otroštva, te oče tepo, si mami bežal, to mi malo povej. Ja, zdaj, nisem mami bežal, pa oče mi ni tepo, vse ne da bi se jaz spomnil, čeprav mislim, recimo, da me je mogoče kdaj pa res kaj klofno, ampak načeloma je bilo pa kar v redu otroštvo. Oče je bil tožilec ves čas je delal v pravosodju, mama je delala v banki, Novi kreditni banki Maribor, tako da v bistvu je taka poprečna, recimo, meščanska podnarekovaj družina, Mogoče smo malo zaradi tega bolj izstopali, ker je bil stric župan. Ta drug stric je bil dekan ekonomske fakultete, tako da recimo smo bili nekako poznani v Mariboru, ampak pa veliko sem, oče bil športnik po duši, in fizično je bil športnik, ker je igral takrat v tistih slavnih časih mariborskega kluba Brnik odbojko. Takrat so bili skoraj državni prvaki, ampak na nivoju cele Jugoslavije. Tako da je naredila oba z bratom, je relativno hitro smo prišli na športne terene. Oba sva začela trenirati smučanje, jaz sem dolg časa, tudi sva tekmovala v smučanju in kasneje v tenisu. Tako da v bistvu šport je kar nekako me spremljal, kot si ga že prej v uvodu omenil, me je spremljal pa celo življenje. Glej, ti v bistvu iz take familije, ko si zdaj opisal, pa župani, pa tožilci. Je pa mogoče tako, da povem, da je mama je v bistvu iz Hoč, Hočanka, Pohorka skoraj, oče je pa Primorec, oziroma tržaški Slovenec, eden iz tistih množic tržaških Slovencev, ki so po prvi svetovni vojni zaradi fašizma, pred italijanskimi fašisti pribežali v Mariboru, tako da sem v bistvu neka kombinacija Primorca in Štajerke, kar pravijo, da je v bistvu zelo dobro. Imaš en tak pedigrej družinski, če gledaš, in potem, kar si mi zdaj povedal, dejansko je neka logika, da si se podal v novinarstvo, da si se podal v raziskovanje nekih umazanih delov naše Slovenije. Misliš, da je posledica tvoje familije tega, kaj so bili to, da je tebe peljala pot v to, da si rad tako radoveden in si rekel, jaz bom pa odkrival svinarije. Kak je bilo? Ne, to si nikoli nisem rekel, ampak to me nekako, kaj pa vem, tako naneslo je tako, dobro, zdaj jaz nikoli nisem ne vidim se v novinarjev, ki bi opisoval neke cene na tržnicah, to verjetno ne bi bil poklic zame. Razen, če bi bile narejene na nelegalni način. Ja, recimo, ampak potem nekako, ne vem, ko sem začel s tem, bom rekel, poklicno ukvarjati, je vedno, vsak dan je prinesel nekaj novega, vedno bolj radoveden sem bil, vedno bolj sem, tako bom rekel, kritično opazoval to okolico, kaj se dogaja.
in potem je pač nekako, kako bi rekel, to se je kar nekako samo od sebe. Jaz odkrito povem, da si nikoli nisem rekel, aha, zdaj se bom pokvarjal z raziskovalnim novinarstvom, naprimer, ali pa bom skrival neke škandale, pa afere, kako, ampak enostavno je tako je v bistvu prišlo do tega. Edini je pač tako, no, ko začnem nekaj delati, se tega ful resno in zagrizeno lotim. Zadnjič sem prebral misel enega človeka, ampak zdaj se ne bom točno mogel spomniti koga, mogoče je bilo to celo v kakšnem filmu, ampak nekdo je pač rekel takole, no, da ni pomembno, kaj delaš v življenju, važno je, da to, kar delaš, potem, kar delaš, si najboljši. In to recimo jaz pač skušam nekako doseči. Glej, jaz mislim, da ta tvoj prelom, seveda Slovenske novice, ta tvoja zelo glasna rubrika, ki si jo tam imel, kako se imenuje, bulvar, ampak predno si prišel do tu, recimo, kaj si bil pred tem, to me zanima. Tukaj imam malo lufta. Ne, pred tem sem jaz poskušal z nekaj več medijskimi projekti. Najdlje sem v bistvu bil izdajatelj in založnik in urednik revije Moški svet, ampak nekako... Tam se je slekla, tvoja Barbara Drnač. Ja, pa ne edina, se jih je še nekaj slekla. Ampak se spomnim. Ne. Možda se prva slekla. To te bom vprašal. Ja, ker se je pa prva slekla, takrat je bil to potem nek škandal. Ja. Ampak hočem reči, da prišel sem potem s to revijo v neko obdobje, ker bi se v bistvu mogel zelo poslovno odločati. Jaz sem pa vedno bil bolj po duši novinar in sem v bistvu to, kar sem pač delal kot poslovnež, kot založnik, sem pač delal, bom rekel, tako malo z levo roko, to me ni najbolj veselilo. In potem sem se pač prišel v neko obdobje, dobil sem eno ponudbo leta 2002 od pokojnega Matjaža Gantarja, oni so bili takrat večinski lastniki KD Group Oslobođenja v Sarajevu, če bi šel tja za pomočnika direktorja, in mi je bilo tisto nekako mamljivo, ker je bilo bliže novinarstvo, kot recimo to založništvo, in sem preprosto takrat v nekem momentu 2002 prekinil z založniškim delom, ukinil sem revijo Moški svet in se, čisto bom rekel, kot najemna delovna sila sem se vrgel v novinarstvo. Šel sem v Sarajevo, delal sem tam na Oslobođenju in hkrati sem začel pisati za Slovenske novice, tako pogodbeno, iz tega je potem pa nastala tale priloga Bulvarja. No, pa če ostanemo pri tem Moškem svetu in tvoji dragi Bernardi, svetovni prvakini plesa in te stvari. Bernarda je baba. Se prečujem, Barbara. Bernarda je bila. Hotel sem te preveriti, če veš, kak je ime. Takrat, vem, to izide in ti slečeš svojo punco, pazi. Kaj si ti imel v glavi takrat, da si zdaj njo pokazal nam, da smo si ga metali na roke dejansko na tvojo punco vsi? Ne vem, če boš verjel, ampak jaz sem se veliko znanih Slovenk sem poklical in jim to predlagal. V tujini je to stalna praksa. Drži. Vsaka revija, drži. Pač gole, bom rekel, znane osebnosti tistih pač držav, ki so pač posamezne revije izhajale, pa ne govorim samo o Playboyu, tudi o drugih. In preklical sem, dokler njej ni počel film, ker je videla, kako se mučim, pa je rekla, Bojan, se bom pa jaz za lep primer ostalim. Pa kjerim si rekel takrat pred njo, se spomniš kaj? Ja, jaz zdaj, pač mogoče nekateri ljudje tudi takrat iz zvezdic več ne poznajo, ampak jaz sem rekel praktično vsaki drugi, za katero sem pač mislil. Heleni Blagne. Simoni Weiss. Ja, ampak jaz sem rekel vsaki praktično, za katero sem imel jaz nek občutek, da bi utegnila reči ja, zaradi njene karijere. In katere bi bile tako za pogledati. Seveda. Neka selekcija je mogla biti. In ker so se rekli ne, si pa rekel, si rekel svoje. Ne vem, če se bo spomnil, potem se je ta pevka Sandy se je upogumila. To je bila velika stvar takrat. To se je pa nehala. Niso tako, veš, Slovenke, so lepe rožice, kako je Prešeren, oziroma kako piše Prešeren, ampak niso pa bile takrat tako pogumne. Ampak je danes, je žal Barbari danes, da je to naredila ali je vesela? Ni žal. Slike so bile čudovite, ne? Imaš tu sabo, da pokažemo? Ne, nimam tukaj, če bi vedel bi. Ok, to bi lahko vedel, da te to vprašal. Ne, to pa nisem vedel, ker to bi že dolgo nihče ni vprašal, ampak ona je zelo tako pedantna, ful, trikrat bolj kot jaz. Vse, kar je karkoli naredila v življenju, vse, kar je bilo napisano v njej, ona ima vse te arhive. Od teh svojih, videokaset, ki je imela vdajo Parada plesa 20-30 let nazaj, do teh moških svetov, ki je bila pač, zagotovo je bila 5 in 6, in to ima vse lepo spravljeno, in če bi mi ti povedal, da boš ta stol vprašal, bi jaz tole. Kak si vidiš, da imaš lamin tega, ne? Ja, ne vem, gled, Sandy, pa takrat je bila tudi urjaški seks simbol, takrat si je prsi povečala, kot ena prvih Slovenk. No, tu jih je pokazala, potem tako. Tudi Sandy bi ti lahko prinesel, ne? Pa nisi, ne? Ne, se Sandy mi je sama poslala, ne? Ona mi je sama poslala in Bojan ta, potem ti greš na Slovenske novice, začneš s tem Bulvarjem in takrat mislim, da ta prva
velika afera z našim dragim poslavcem Aurelijom Jurijem, ne? Ta svingerski škandal, se takrat spomnim. Koliko si ti, ravno ti takrat te podatke dobil, ne, ali ste mu past nastavljali, kak ste ga ujeli, pa kaj si takrat razmišljal, ko si to imel v roki, zdaj pa mi to bomo. Ja, najprej sem v bistvu do teh prvih informacij je prišel moj takratni kolega na Slovenskih novicah Mitja Lovovšek, ki je bil sicer športni novinar, ampak on je to našel, to zgodbo o tem Juriju. In potem je pač prišel k meni, ker jaz sem bil pač tam, sem imel ta bulvar in tako dalje, in smo se pač naredili nek načrt, kako bomo to objavili, kako bomo pač zbrali dovolj dokazov, da bomo lahko to objavili, in pa predvsem, kako bomo to objavili, da nam ne bi na delu tega preprečili. In jaz sem načeloma bil tam nek avtonomen, ampak v tem bulvarju sem imel pač vso uredniško pravico, da objavim ali ne objavim, ampak nad mano je bil Miši Bauer, odgovoril teh Slovenskih novic, in pred njim smo mi mogli to nekako skriti. Ker jaz sem takrat... On ni vedel, da boš to... Ne, on je to videl v tisku, zunaj je videl. Potem se potem, ko je Slak nadel oddajo Trenja in tako dalje, je pa potem seveda Miši Bauer se priključil zadevi, in je potem on nastopil kot tisti urednik, v kateri mediji je bilo to objavljeno. Ampak ker sem jaz takrat točno približno vedel, kje bi lahko prišla od zunaj, kakšen pritisk na Bauerja, da bi potem Bauer meni pač zaukazal, da jaz tega ne smem objaviti. Zato smo to tudi pred njim skrivali. Delali smo pa to en teden, 3 smo vedeli. Mitja Lomovšek, ta naš fotograf Jani Božič, ki je bil takrat, pa jaz. In v bistvu smo vse naredili tako, bom rekel, v smislu čistega raziskovalnega novinarstva. Dobe smo se maskirali. Recimo, jaz pač nisem mogel, ker me je maskiral, mislim pod narekovajem. Jaz osebno se nisem mogel, ker me pač Jurij poznal, ampak Mitja Lomovško pa ni poznal. In ko je Mitja Lomovšek, smo mi ugotovili, kakšne pare išče Jurij po teh raznih oglasih za svinganje, se mu je Mitja Lomovšek se z njim dogovoril v Maximarketu, v kavarni, predstavil se mu je kot odvetnik, ki želi svingati in tako dalje, in potem smo v bistvu nastavili to pas. To je skoraj kot Borat, ko tale to je bilo čisto, to je bilo tako, bom rekel, čisto po učbenik raziskovalnega novinarstva. In potem smo se pač dogovorili, da pride v Ježico, ker bo pač organiziran seks, in tam smo ga mi želeli v bistvu poslikati. In seveda, ker je Jurij, ne vem, če se spomniš, on je to velik, 1,90 m, močan človek je tega našega fotografa Janija Božiča v nekem momentu postalo malo strah, če bo on ponoril fizično in bo zadel kakšno dramo, in potem smo se domislili, da bi ga v bistvu zvezali. Da bi bil zvezan, ker potem bi ga pač Jani Božič fotograf rekel, da bo ga lahko umil sliko. In smo temu in mu je ta Mitja Lomovšek kot odvetnik, ki želi svingati, predlagal temu poslancu Juriju, da si pač njegova partnerka, ki bo svingala, želi, da bi bil Aureliju Jurij zvezan, da bi pač to bilo všeč, ta spolna praksa in tako dalje. In Jurij je to pristal komot. In potem bi mogli iti v Ježico to narediti, ne vem, uro, 2 je še manjkal. In potem se je meni malo tako zasmilil, kar se mi mogoče danes recimo ne vidi, takrat se mi malo zasmilil, pa smo rekli, ne bomo ga zvezali, ne rabimo teh fotografij, imamo dovolj gradiva, in smo pač objavili brez tega. Ampak na koncu sem pa potem slišal na televiziji od Bernarde Klin, ki mi je držala lekcijo, kako smo lahko to objavili, ne da bi imeli eno fotografijo. Evo, mi smo jo pa imeli zaradi tega, ker se je meni zasmilil. Ampak si ti razmišljal, da ko bo to prišlo... Teden nismo to delali. Ampak si ti razmišljal, da ko bo to prišlo ven dejansko, da mu bo te familije uničili? Te je malo zapeklo, a si mislil, gremo, all in. To je all in, all in bi ga slikali. Tako da nismo šli čist all in, ampak to je pač sestavni del tega novinarskega dela. In jaz imam danes, dobro, z Jurijem, Aurelijem, nimam pač nekih posebnih odnosov, če bi ga srečal, se verjetno pozdravil, imam pa dolg časa, potem kasneje smo kar dobre, bom rekel, stike z njegovim sinom Luka Jurijem, dokler ni ne zabredel tam po nekih poslovnih čudnih poteh v Italiji. Tako da jaz mož ve, da je pač ena od osnov, pa pogoje, pa pravil mojega dela je to, da ne prijateljujem osebno z ljudmi, ki bi lahko postali tema mojih člankov. Temu se res zavestno izogibam. Ker če zapadeš v neke prijateljske odnose, s politiki, s temi strategi in tako dalje, potem seveda težko o njih pišeš. Tako da tega se v principu držim in zato pač jemljem to kot neko profesionalno odločitev, ali bomo to naredili, ali to ne bomo naredili. No in potem se spomnim, da si ti odprl ta zelo glasni direkt. Nisem, da jaz odprl. Mislim, bil si urednik, si postal. Ne, jaz sem, to je bil projekt
časopisne hiše Dnevnik. Ja, drži. In jaz sem se z njimi in oni so pač ocenili, da edini jaz bi lahko to nekako vodil in smo se mi pogovarjali leto dni o mojem prestopu. Leto dni, ker smo se pogovarjali tudi za honorar, ne, ker jaz nisem želel. Jaz najprej sem pristal, da grem in potem se temu Jurju v Apihu, ki je bil urednik oziroma direktor Dela takrat, jaz sem pač na Slovenskih novicah, sem mu rekel, gledaj, jaz grem, zato ker pač sem dobil tam neko boljšo ponudbo, ne, in rekel, kaj pa, če ti ostaneš, če ti jaz tvoj honorar, ker jaz vedno nikoli nisem bil zaposlen, sem bil pač hotel biti na svojem, a ti ostaneš, če ti jaz za 100% povečam honorar. In sem rekel, vedno potem ostanem. In mi ga je povečal 100%. Potem sem si pomislil, Madonna, ko sem bil jaz v bistvu podcenjen tukaj, ne, finančno. Ne. Delal sem pa zdaj, če mi lahko na enkrat dajo enkrat višjo plačo. No in potem se pa z Dnevnikom, potem se je tukaj zamenjalo, Apih je še ostal, piše Tomaž Perovič, ki je bil v bistvu slab direktor Dela, pa nič nismo se kaj mogli pametnega tam dogovoriti. In dobil sem pač ponudbo in veš, ko dobiš enkrat ponudbo, da si urednik časopisa, pač to je više, kaj lahko narediš, više, kaj je v časopisnem novinarstvu, se pač odločiš, ampak nismo se tako izmenili, ker smo se pogovarjali eno leto, no, o mojem prestopu. Sem pa res naredil napako, da nisem se jaz pogodbeno dogovoril nekaterih drugih stvari okoli direkta. Jaz naredim, kar sem imel, bom rekel, vpliv, sem imel na vsebino. Nič drugih stvari nisem mogel vplivati in to mi ni najbolj okej. Tako da pač potem, kako se je končalo, ampak ni se končalo z mano. Direkt, jaz sem šel stran in pa direkt je potem še izhajal približno 2-3 leta. Ko si šel stran, sem jaz prišel. Sem ne kot urednik, ampak kot pisec. Aha, ok. Na koncu mislim, da je bil Štamcev urednik. Ja, meni se zdi. No, in sem rekel, kje pa je požar? Ja, ni ga več. Aha, pol ne bo on moj šef. Ne, sem rekel, ok, dobro, jaz sem imel filmsko rubriko v neke intervjuje. Aha, super. Ne, ampak takrat se spomnim, da so govorili, da vem, da sem, ko sem šel, ko sem me poslali, mislim, v Ljubljano, ja, ti kar pete hotel, tu lahko spiš, no, 3 dni, ni panike, to mi plačali. Ja, tako. Z neko ni panik, grem jaz nazaj, ker se mi tam ne da biti tako dolg, ampak videl sem, da se tam denar kar pošteno obrača, pa so pa propadli. Ja, gledaj, jaz sem tam ostal do konca leta 2006 formalno, ampak potem so oni začeli delati neke statusne spremembe in so to želeli prenesti na neko hčerinsko podjetje, ker sem pa jaz imel pogodbo z Dnevnikom, je meni pa pogodba zaradi tega v bistvu avtomatično iztekla in so mi pač ponudili novo za tisto hčerinsko firmo, ampak tam se jaz z nečim nisem strinjal in nisem hotel pač več podpisati. Pol sem itak videl, da so lastniki teh hčerinskih firme postali Franci Zavrl, pa Miha Štanca, pa tako dalje. Mislim, če bi mene recimo ponudili solastništvo, bi mogoče ostal. Ampak in takrat sem se nekako odločil tudi zaradi nekaterih uredniških posegov, ki sem jih tam doživljal na Dnevniku, sem se odločil, da grem na svoje, pač sem šel na svoj portal, ampak kaj se je konkretno pol z direktom dogajalo, pa jaz nič v principu ne vem. Jaz samo potem sem videl, ker so me zadnjič to spraševali tam na tisti parlamentarni komisiji, sem šel potem gledati in sem videl, zakaj meni očitajo tam, da sem jaz kriv za propad direkta, če direkt še 3 leta potem, ker sem jaz sam ostajal. Ana Jut, te zelo napada, operacija direkt in tako naprej. Ampak ti se neka druga zgodba. Ampak hočem reči, videl sem celo, da je bil Miha Štanca uvaden in kasneje obtožen zaradi nekih poslovnih goljufij povezanih z direktom, ker ne bi direkt ostal, mislim, na 100,000 evrov dolga, verjetno do kakšnih sodelavcev, ne vem, kakšnih hotelov, tako kot ti praviš. No, mislim, vem, da so imeli denar, no. Ja, jaz se pravim, kako je tam bilo poslovno naprej, res ne vem. No, vem pa, da je Štanca imel en kup nekih takih svojih, bil je pri časniku Slovenec, na koncu zraven bil je pri tem brezplačniku Dobro jutro v Mariboru, tako da pač očitno je bil nek stečajni upravitelj on teh stvari. No, pa kaj pa praviš? Ampak takrat smo jaz nismo imeli, nismo upravljali. Kaj praviš o tej Ani Jut, ki te ne mara? Vem, da je bila tvoja sodelavka, na direktu, če se ne motim. Ana Jut, jaz sem pač takrat iskal, malo sem bil, bom rekel, v neki časovni stiski, ker sem mogel v nekaj mesecih zbrati ekipo in sem pač iskal ljudi, ki so nekako bili primerni za delo v tem žanru. Ni to vsak novinar. Recimo, jaz tako, Miši Bauer na slovenski, ko je bil urednik slovenskih novic dolgo leta, legendarni urednik, je vedno govoril, da novinarji slovenskih novic bi znali pisati za delo, novinarji Dela pa nikoli ne bi znali pisati za slovenskih novic. Ta tabloid, čeprav ga ljudje malo omalovažujejo in tako dalje, se malo imajo za rumeni tisk in tako dalje, ampak to je v bistvu kar zahteven žanr, to ni tako simpel. Običajno ti tabloidi itak vzdržujejo ostale resne časopise. Ampak jaz sem mogel to v nekaj mesecih zbrati ekipo in v Sloveniji, razen slovenskih novic na trgu ni bilo, takih tabloidov, tako da ni bilo tako enostavno. In sem tudi prišel do Ane Jut, pri čemer je bil ta problem,
ker je v bistvu povsod se že nekaj sprla po teh redakcijah, vsi so mi odsvetovali, tam na Dnevniku so bili celo proti temu, da jo vzamem, ampak ker sem imel nekako pravico, da jaz pač sestavim ekipo, sem jaz na tem vztrajal, ker se mi je on zaradi tega, ker so jo povsod tako kritizirali, ne, se mi je zdela zaradi tega primerna, da bo delala, veš, nekaj z večjim žarom pa tako dalje, ne. Ampak pol pa ne vem, kaj se je z njo zgodilo, ne, v njeni, bom rekel, v njenih malih možganih. Počasi je prihajalo do neke eksplozije, bila je nekaj nezadovoljna tam in tako dalje, ampak catch te knjige je pač v tem, da je ona v tej knjigi opisuje v bistvu svoje stvari, svojo zgodbo, ne mojo, svojo zgodbo opisuje. Mi nismo dobenih tem fabricirali. Če kdo fabricira tebe, jih je mogoče ona, jaz ne vem, ampak 1, 2, 3 zgodbe je imela v redu. Tako da to v bistvu je bil po mojem nek njen obračun z vsemi mediji, pri katerih je bila na Pop TV-ju, ne vem, kje še posod je bila. Moj problem pa samo v tem, ker je ona to knjigo izdala, da je bila pač neka poslovna politika časopisa Dnevnik, da se z tem ne komunicira, da se ne grejo neke polemike in jaz sem se pač tega mogel držati, malo sem mogel sline pogoltniti, ampak ne. Je pač tako, kot je. Ampak tako, ko gledaš recimo zdaj za nazaj, predno bomo šla potem na tvoj Požar report, ne? Ko gledaš za nazaj, ne vem, ta Bulvar, o tem takrat si tudi izdal to knjigo Nevarna razmerja slečene Slovenije, se spomnim, imam celo doma, pa sem jo hotel najti, pa ne vem, kam sem jo založil, imam jo pa 100% doma in se spomnim, ko sem jaz takrat bral še, koliko sem bil to, 20 let nazaj. 202. No, in to malo jaz berem, gledam, pa temu, pa unmu, pa drugmu, pa ta Požar, pa ta vse ve, pa same neke grdobije ve, pizda, ne? Ja, pa Bulvar, pa direkt, se spomniš mogoče takle za nazaj, če gledaš, no, ti je danes iz neke distance nazaj, ti je žal zakaj, da si se kaj spustil, ali da nisi kaj dobro preveril, ali da si pa mogoče vsem malo se zlagal, ali si pizda verjel kakmu vero, pa si ga polomil, ker imel si tudi nebroj tožb, ne, od Ivane Šundov do ne vem koga, vse so te pribijali na križ, pa župan Mariborski, vem pa tudi kasneje, če se ne moti, me popravi, ampak ko gledaš to za nazaj, no, ja, je to bila v redu pot, da so te zasovražili naenkrat vsi v Sloveniji. Ja, to ne vem, glede na to, kakšne odnose imam z ljudmi, ne vem, kje sem tako sovražen. Takrat si bil, ne? Mogoče, to ne vem, težko rečem, ampak se pravi, novinarstvo ni lepotno tekmovanje, ne? Jaz sem pač delal svoj novinarski posel, jaz nisem bil na tekmovanju za Miss sveta, da bi mogel vse dogajati. Zdaj, teh tožb je bilo nekaj 10, no, ampak so se praktično vse srečno išle, ne, srečno pač mojo korist. Ker tudi zapor se ti je grozil parkrat. Župan, recimo, ne župan, pač ni me župan tožil, župan je naročil nekaterim svojim. In so vsi tožbe zgubili, ne, vsi, ne. Vsi, 2 so umaknili, pred koncem, eno so pa zgubili, ne. Ključno je, da podlagi tiste, ki so zgubili, so vse ostale umaknili. Zdaj, pri Ivani Šundov, ne boš verjel, zakaj me je sodišče takrat obsodilo, ne. Vse potem so više sodišče to nekaj tam na pol znižalo, oziroma na pol razveljavilo, pa znižalo kazen pa tako dalje. Jaz sem napisal v enem članku, da Ivani Šundov v Zagrebu, v hrvaških medijih poročajo, pišejo o njej, da je mafijska nevesta. Ko je bila takrat poročena z tistim Davojem Hojenom, ki je bil v tistem spisku nekih 150 hrvaških kriminalcev, ne, v uradnem spisku policije, ne, ki je tudi bil v zaporu in tako dalje. In mislim, da so se kasneje ločila. In jaz sem pač povzel, kaj so Hrvati napisali, ne, ker to je ta znani izraz, veš, mafijska nevesta. In zaradi tega sem bil pa nas obsojen, ne. Mislim, to je bilo fascinantno zame, danes verjetno ne bi bil zaradi tega, ne, in dela neko evolucijo. Ampak ti je žal danes, zakaj, kar si takrat napisal? Ja, glej, ne more bi biti žal za nekaj, kar je bilo pač res, ne. Jaz sem opisal uraden postopek. Pa ta nevarna razmera srečne Slovenije. Ja, in kaj tam recimo ne štimo. Ampak ki si izvedel vse to? Kdo je te to vse povedal? Glej, jaz sem pač, jaz ne vem, jaz delam 12-40 na dan, jaz sem v tem poslu. Jaz sem dobro, zdaj je mogoče malo lažje, ker zdaj pač imam manj teh fizičnih kontaktov, ki ljudje komunicirajo po teh platformah, signalov in tako dalje. Ni več ves čas nekega dobivanja na kavo, to se zdaj malo zreducira, ampak jaz imam pač, moj največji kapital je to, da pač poznam praktično vse ljudi, ne, ali pa sem poznal vse ljudi, ki so se gibali po tej estradni, politični, medijski sceni zadnjih 30 let. Ne. Mislim, jaz sem pač z vsemi temi kontaktiral. Ampak si verjel tem vsem virom, recimo, ki si rekli, čuj tam načeloma jaz sem redko kdaj napisal
nekim stalnim virom, ne, ki me nikoli niso prenesli okolje, po domače rečeno nategnili, seveda verjamem, ne, se to je pač logično, drugače kot novina ne moreš delati. Imaš nek fond nekih stalnih virov, s katerimi pač delaš. Ne. Kadar pa pride v igro nek nov vir, se pa seveda njegove zadeve preverjajo. Jaz vsak dan dobim nekih 10 elektronskih sporočil, pa nekih klicev in tako dalje, tam se je nekaj zgodilo tam, ampak kadar ne poznam vir, pa ne vem točno zakaj se gre, pa ne poznam motiva in tako dalje, pa seveda še te stvari dodatno preverjam. Nisem pa uradni list, to pa priznam, jaz nisem uradni list. Ne. Mislim, ko sem prišel na Slovenske novice, mi je Miši Bauer rekel tako, Bojan, mi smo Slovenske novice, mi smo tabloid, naši članki morajo biti resnični najmanj do 40%, ne? Najmanj do 40%. In največ do 70%, je rekel. Ker nad 70% je pa uradni list že. Jaz sem šel više, moji članki so više standarde dosegali kot te, v katerih si je predstavljal, da naj bi bili Miši Bauer. Ok. No in potem to zdaj lahko midva gleda, veš, od stavka do stavka. Razumem. Dobro, ta knjiga itak temelji dokumenti. Na to še pridemo, Nevarna srečanja Slovenije lahko, in ko jih gledaš, Znaš mi, nekdo je rekel, ko je začel spet to malo lisati, je rekel pismo. Vse se je tako zgodilo, je rekel, ne? Kar se ni takrat, se je pa recimo vmes zgodilo. Ne? No pa ta v tej knjigi, recimo ta nevarna razmerja, se spomniš, kaj je najbolj odmevalo, kar je tam odpisalo? Kaj je bilo tisto ono? S čim si prodal to knjigo, ne vem, s kakim taglinom ali s kakšno promocijo, česa? Je pa šla v 6-7 tisoč izvodov, smo takoj podali. No pa kaj je bilo noter najbolj ono? Mislim, da je najbolj, zdaj ne bi rekel, da je bilo za kakšno konkretno stvar, knjiga ni temeljila na tem, da bi prenesla eno razkritje. To je bil v bistvu opis neke scene. Celo Slovenijo si sesul, ne? Ja, mislim, da sesul. Eni so bili kar pohvaljeni noter, ne? Ampak hoče to hotel reči, se mi zdi, da je tako najbolj fasciniralo to ljudi, ne? Da je nekdo, bom rekel, lahko opisal toliko količino nekih informacij, toliko opisanih je tako veliko število ljudi, ne? Tako da mislim, da je bila to neka taka prva knjiga tega žanra v Sloveniji. Pa tudi mislim, da kasneje v principu ni bilo. To, kar recimo Štefančič ve v filmih, si ti vedel dejansko v tej naši rumeni sceni, politični sceni. Ti si se res študiozno, si si mogoče prvi. Pazi, to je pa res mogoče, ker vsi ti novinari drugi so, ti veš, kak je bil ta oblečen, kak je to, ti si se pa mogoče pri nas prvi loto študiozno tega žanra. Ja, pa se ni, če pišeš v politiki, če pišeš v športu, če pišeš v glasbi, moraš pač poznati materijo. In isto je tukaj, ne? No in potem si ti... da pa ljudi, to vidim, ljudi zelo zanima to, mislim, potencialne bralce, gledalce, tako dalje, ljudi blazno zanima to, kaj se dogaja v medijih. Jaz sem zanč, recimo, mi je pač tale urednica tega novega portala, s katerimi sodelujem zdaj s tem podcastom, oziroma oddajo Ura resnice, Vesna Zadravec mi je rekel, zanj smo imeli pa največ klikov, ko smo opisovali tiste Katarina Matejčič, oziroma tisto njeno pogodbo z Ministrstvom za finance, ker to ljudi ful zanima, ne? Igor Bergant, Sveta Pesek, isto Gartner in tako dalje. To pač ljudi zanima. Ne to, kaj si bil oblečen, ampak kaj počneš v bistvu. Pa kaj počneš, pa ne bi rad vedel, da se počne in tako dalje. No in potem si ti bil tako drzen, da si dovolil, mislim, da je eden prvih, da si odprl svoj spletni portal, Požar Report, in si naredil totalno štalo za afero Baričevič. Jaz se ne spomnim, ampak vseeno takrat je bil res tisti mega boom. Jaz se ne spomnim v Sloveniji, ta Aurelij Juri je bil ta prvi nas seksualni škandal velik, ker vse ostale se očitno ne vem ali pometli pod preprogo, o tem se pri nas ne rado govori, ampak ta Baričevič, takrat vem, da to je pa tako usekalo. In ko je to prišlo ven, ti si to prvi, vem, da si razkril, boš tudi malo o tem povedal, ampak ko je to prišlo ven takrat, ko si čakaj, on je bil, kaj je bil, ženska, mož, kaj so, pse so, to je šlo po Sloveniji ko virus, ko mnogo let kasneje, COVID, ne, in to je razkril Bojan Požar, pazi, ne, in daj ti meni zdaj pri milem Bogu povej, ne, kje si ti dobil da se zamaskiralo pse, da ste tam not prišli, kaj ste naredili, kaj ste naredili, Jaz sem prva objava, ki je to sprožila. Pa spet ti, ne? Ja, prva objava, ki je, pač... nekdo mora, ne? Nekdo mi to pač povedal, bi se prenesel. Prva objava, mi smo samo objavili to, kar je policija tam našla. Samo to smo povedali, nič druga. Nihče od nas ni bil tam, nihče se ni preoblekal kot sekov v psa in tako dalje. Mi smo samo napisali to, kar je policija tam našla. Zdaj, ni moj problem, če so to vsi ostali mediji.
ne, pač zamolčali, mogoče niso preverjali, da mogoče niso vedeli, mogoče ni zanimalo, ampak dejstvo je, tam je pač policija našla tiskaval penis, povezan z psmi in tako dalje, mrtvega Baričeviča, in to je seveda bil nek zanimiv kontekst, ne, ker je pač, kot se je kasneje skazalo, gospod ni bil, kdo si ga bodi, ne, v zgodbo so bili vpleteni pač polovico te slovenske politične scene, ker so pač vsi hodili. Jaz spomnim, ko sem jaz to objavil, me je Peter Frankl klical. Iz financ, ne? Ne, ja, Peter Frankl iz financ, iz Smučaja na Švedskem. Ti Bojan, kaj je to, on je moj zdravnik, ne. Klical me je Franci Zavrl, ki je bil takrat, da bo se še zdaj tako vplivno, ampak takrat je bil daleč najbolj vplivni lobist, ki je nujno, da se s to zgodbo nadaljuje in tako dalje. Vem, da je takrat Miro Senica, ki je bil pač partner Katarine Kresal, je poklical to Simono Dimic, ki je bila šefinja kabineta odbora Pahoja, ki je vedel, da pač imam jaz dobre odnose in je prosil, da bi ona meni rekla, da jaz več o tem ne bi pisal dalje in tako dalje. Tako je, in potem sem jaz naenkrat začela jaz vidim samo, da to, kar sem jaz objavil, da enkrat sprožil neko fantastično reakcijo, ne? In to ljudi, ki so v bistvu takrat vodili Slovenijo, ne? In potem se začela pa zgodba, potem pa začela policija prikrivati, ker je bila očitno na nek način upletena Katarina Kresal, ki je bila ministrica za notranje zadeve, in potem, ko so oni začeli prikrivati, je pa to bilo seveda še 10-krat hujše. Ampak kaj se je dejansko epilog te zgodbe, ga nimamo, ne? Ja, epilog te zgodbe takrat je odstopil minister za kmetijstvo, ministra je direktno odneslo, bile so še nekatere druge take manj pomembne kadrovske zamenjave in to je bil začetek konca Katarine Kresal kot političarke in na nek način je bil to začetek konca Pahorjeve vlade. Takrat se je v bistvu to nekako sprožilo. Ampak vemo pa ne, še danes ne, kaj konkretno se je tam zgodilo. Ja, to pa zdaj še danes obstaja skrivnost. Ti veš, pa nisi povedal. Ne vem, povej. Še danes ne vemo, zagotovo ne vemo, ali je bil tam recimo zraven Miro Senica ali ne. Zakaj ne vemo? Ja, ker ne vemo tega. Zakaj nisi raziskal? Zato, ker to so stvari, ki jih se ne da raziskati. To, kar bi me vprašal, zakaj niso raziskali do konca, kdo je bil naročnik uboja Johna Kennedyja. Zdaj bojo odprli te arhive. Ne mislim, da bo tam noter, bom rekel, neki takšne ugotovitve. In tako je to nemogoče, to je pač mogoče, če bi nekdo od akterjev po resnici povedal, ki je bil tam, ampak to je nemogoče pričakovati. Ampak recimo, ko si ti takrat to objavil, ne? Mislim, da je takrat, jaz mislim, da je to... Ti je zdržala ta stran, se je vsula ti stran takrat. Ja, to pa itak, ja. Ampak hoče reči, ta članek si je prebral, mislim, da zdaj, če grem gledati statistiko, je 800,000 ljudi, to pa je vsak drug Slovenc, ne. Tako da to je po mojem neponovljivo je to, ne. To je neponovljivo v bistvu, ne. Ja, ampak ti si, ko si to recimo prvi objavil, si ti, mislim, verjetno si vedel, da bo to boom, ampak si... Ja, nisem se takrat še to zavedal. To sem jaz pač izvedel iz policijskih virov, ne. Nisem in vem potem, da sem to objavil in dobro se spomnim, da me je takrat klical Ali Žerdin, ker mislim, da je bil takrat urednik Dnevnika, potem je klical Borut Hočevar, ker mislim, da je bil takrat urednik žurnala ali nek namestnik urednika žurnala in sta rekla, pismo Bojan, mi imamo isto to, kar si ti objavil, imamo mi da tudi na mizi in zdaj ne veva, kaj s tem narediti, ne. Ostak sta imela podobno zgodbo, ampak poglej, uredniki, novinarji smo zato, da objavljamo, ne zato, da tuhtamo, kako ne bi objavljali. Mi moramo tuhtati o tem, kako bi objavljali. Tako da jaz sem pač to naredil, drugi pač tega niso naredili. Ampak nisi imel nikoli nekega tako odvetnik, da je ugovora vesti, če to objavim, bom pa zjebo familijo, bom zjebo to in bom zjebo ono. Ja, ne, jaz se ukvarjam z zlorabami javnega denarja, ukvarjam se objavljam to, kar je v javnem interesu in tako dalje in bi imel ugovor vesti lahko večjemu obratno, če bi to prikril. Nisi se nikoli sekiral globoko v sebi, da pa si nekomu pa vsem zjebo nekaj, kar pa ne je bilo treba gledati. Zdaj pa ti poglej, zdaj pa ti... Ja, vprašam. Zdaj pa ti me nekaj sprašuješ, ali ima policist ugovor vesti, ki aretira bančnega ropa. Ja, okej. To je, in mu uniči družino, veš, to je tako, ne. To je pač ugotoviš, da je, ne vem, nek direktor ukradel 100 milijonov, ga razkriješ in mu seveda s tem uničiš družino, no. Ampak zdaj, bom jaz predstavljal, veste, ima on slabo veste. No, zdaj pa, če predno bomo šla na tole knjigico, ki si samo prinesel, pa še marsikaj. Zdaj je pač aktualno. To te še vprašam, recimo, no, pa ko enkrat imaš ti takšno moč, kot je recimo si imel ti in jo še vedno imaš ti, prije pa, vem, da je Danilo Slivnik, če se ne motim, pokojni, je nekoč izjavil, da je za članki, ki jih ni objavil
zaslužil še več kot s tistimi, ki jih je objavil, ker bi jih lahko objavil, pa jih ni. In je, razume se, je govorilo, zdaj ali je to on samo nakladal ali rekel. In ti mogoče mi povej, so kakšni pritiski, Bojan, tega ne objaviti, ti damo še več, kot če boš objavil. Načeloma se to da, ja. Načeloma se to da. In kak je s tem? Ja, to je pač tako, je v svetu odvisen, kako bi rekel, prej si rekel, od tvoje vesti, ne, greš v to vrstno poslovanje, lahko tudi nekaj zaslužiš, ne? Ampak ne vem, pač jaz bi recimo težko spal, ne? V tem primeru. Ne? Se pravi, ti to nisi nikoli počel? Ne. Da bi ti rekel, če tole ne objaviš, ti bomo dali 30krat več, kot dobiš. Ne bi vzel to. Tako ti bom povedal, jaz sem tudi nič skrivnostno, vse to pa meni v arhivu. Meni so takrat, ko se je sprožila ko sem se jaz vključil v to zgodbo o Magni, in sem začel, ampak čisto, bom rekel, slučajno, po nedolžnem začel sem malo tweetati in tako dalje. Ne? No in pol je pač to nekako vedno bolj naraslo, neko resno tako zgodbo pa nas je meni, takrat je bilo ponajeno približno 200,000 evrov, če jaz neham pisati. Če neham tweetati in neham pisati. Ne? Da prav se omakneš iz tega. Pač, jaz delam zgodbo, če hočem, če ne, pa delam kakšno drugo zgodbo, ne, se ne morem vse delati. To me je bilo nekako ponajeno. 200 evrov. Približno tu se je nekako, bom rekel, do sem je prišla neka cena, toliko so bili očitno pač tam pripravljeni plačati in nisem tega vzel. Ne. To je bilo recimo eno dvosobno stanovanje v Ljubljani, zdaj komaj bi ga kupil, ampak nisem se to odločil. Je žal, da nisi vzel. Glej, veš, to ti bom rekel, no, toliko sem prestal za te Magne in točno to se je zgodilo, kar sem napovedal, da smo tam dobili neko prazno bajto, ne, na tistih kmetijskih zemljiščih, ne, da si včasih mislim, toliko so me premučili, toliko so me žalili po medijih, celo v Mariboru, razumeš, so mi govorili ne vem kaj in tako dalje. Zdaj si mislil, Madonna, jaz bi bolj pamet, če bi takrat ti znar vzel, pa mi je pa, lej, ne. Ampak ga nisem, no pač. Prinesel si mi Vedar, tole svojo knjigo Gola resnica, ne. Se pravi, neautorizirana biografija, tudi mislim, da ti je gospod Omerza tudi pomagal pri tej knjigi. Ja, zlasti pri tem prvem delu. Ne, vidiš, ne. In ta knjiga, vem, da je tudi takrat je sprožila tudi cel kup izdarij, nekih tožb, če se ne motim. Ni bilo. Čak, to si mi označil neko poglavje, tu vidim, da je nekaj malo, čakaj, kaj je, tule je nekaj označeno, neko poglavje, to po pomoti bilo, čakaj, kaj si mi to označil, ne veš. Evo, a moče bila bolj zmučkana, ja. Ja, pa se počujem, ja. Ok, smišljam, da si mi kaj označil, ja. No, kaj je bilo s to knjigo? Popolna deziv, na podlagi te knjige ni bilo dobene tožbe. Gospod Knaus je mene tožil zaradi enega članka, je vložil 2 tožbe, ena je bila civilna, ena je bila kazenska. Pri civilni tožbi se je končala tako, da je bila sprejeta zamudna sodba, ker sem se jaz takrat selil in nisem dvignil pošte in je pač sodišče se odločilo za zamudno sodbo. Samo stvar je bila v tem, da je gospod Knaus takrat zahteval okoli 120,000 evrov, sodišče pa mislim, da mu je to je oče, ja. Sodišče pa mu je prisodilo 4,500 evrov, ne, to se pa v bistvu je izgubil nekajkrat to sodbo, ne, to tožbo. Kazenska se je pa dolgo časa vlekla, pole pa nenadoma odstopil. Zdaj, po moji oceni je on odstopil, ga je v odstopu tožbe prepričala Nataša Pirc Musar, njegova odvetnica, zato ker je takrat že načrtovala svojo predsedniško volilno kampanjo in po mojem ni hotela, da bi pod tem bremenom te tožbe šla v volilno kampanjo in ga je očitno prepričala. Pa kaj so ti pa učitali? Kako? Kaj so ti učitali? Ne glede knjige, ampak glede članka. Kaj so ti učitali? Spet smo pri dokumentih. Da te ne bojo tožili, zdaj pazi, kaj zdaj reči. Se stvar je čista. Mi smo objavili dokumentacijo, iz katere je, da bom čisto tančno povedal, iz katere je izhajal utemeljen sum, da je bil gospod Knaus nekaj časa v priporu. Imeli smo tudi policijski zapisnik, ki je to delno dokazoval. In to smo objavili. In to pač opisa, zakaj vse te stvari. In to smo objavili. Ne? In to je bilo to. To je bilo to. Čez Melanijo nisi nič govoril. Ne, dokument je, papir je to potrjeval. Soseda gospoda Knausa je to potrdila. Ko je prišla na sodišče, je pa to zanikala. Mene je potrdila je tudi enemu ameriškemu novinarju, ki je bil tukaj in jo je posnel. Jaz se nisem takrat pač posnel, ne, bi jo lahko tudi jaz posnel, ampak ker nisem posnel, sem ji pač verjel. Ameriški novinar je pa posnel
Tako da smo imeli tudi posnetek. Tako da tukaj ni bilo nobenih možnosti, da bi mi tožbo izgubili. Nobenih možnosti. Ne. Ampak Bojan, to mi je zanimivo, ko zdaj razlagaš in razpredamo o tem, ne, dejansko zelo dobro zgledaš za vse te strese, ki jih doživljaš ob teh svojih člankih. Si sedaj vprašal, fizično, koliko dejansko to vpliva, pazi na tebe, ne vem, na tvojo zvezo z Barbaro, vse zadnje, a veš, da si skozi pod nekim fucking stresom, ne. Ker ti veš, to bom zdaj napisal, to bo pizdarija, me bo napadli, bom imel sodišče, imel to. Kako to vpliva na tebe? To sodišče je malo bolj problematično, ker pa nas ni neke sodne prakse in ne moreš vedeti, kdaj boš imel zadevo na sodišču ali ne. Zdaj, v tujini, jaz sem imel tudi, bom rekel, mi smo že nekaj časa prakticirali, da je tudi odvetnik pred objavo bral članke, ampak potem smo na predlog odvetnika to nehali, ker je pač rekel, odvetnik nam je pojasnil, da ne more on oceniti, ker ni sodne prakse. Ne? Tako da lahko tudi on reče, ta članek ne more sprožiti tožbe, pa bo tožba kljub temu sprožila. Tako da s tožbami je malo bolj tako, bom rekel, ni čisto simpel, ker ne moreš vedeti, kdaj bo tožba, kdaj ne. Ampak ni pa fajn, ko je, ne? Ne, ni fajn zato, ker ti jemlje čas, energijo, denar in tako dalje. Tudi če si recimo potem po 5 letih oproščen, ne, še vedno imaš to neke... No pa kako to vpliva na tvoje zdravje, na tebe, pizdarija? Ja, ne vem, očitno tako slabo ne. Za zdravje bom potrkal, to je zaenkrat povedal, pa zdaj to ne veš, kaj se lahko čez 7 sekund zgodi, no, ampak jaz sem pač je pa tako, no, da mogoče to od zunaj za nekoga, ki ne pozna, pa ki ni v tem poslu, gleda hujš, kot to v resnici je. Ker ko si v tem poslu, se malo navadiš, ne dobiš malo trdo kožo. Koliko si je, recimo, ne vem, če si jo dal, če bi šla midva za jutri pod zemljo, bilo za najdva grozno. Zdaj, ki ga udaja, ki dela to, že 15 let, pa je že tudi to navajen. Tako je približen v tem delu. No, zame, veš, zame to ni več tako, bom rekel, si navajen vsega hudega. Sem navajen, čeprav imam reč, no, da sem... Faj ni, ne? Ne, hočem reči, še vedno... Ali uživaš sadomazohistično v tem? Ne, hočem reči, da še vedno je tako, ne, še vedno... Zdaj, mogoče celo včasih si misliš, ne, ampak, lej, če začneš razmišljati o tem, da nekaj ne bi objavil, da nekaj ne bi potem se tebi zgodil, potem nisi dober novinar. Ne? Ti boš v bistvu si želeti objaviti informacijo, za katero misliš, da je pametno, da se objavi in tako dalje in tako dalje. Kaj pa Barbara pravi, recimo, na to? Se strinja, vedno, ali vprašaš, da ali se ne vpleta v to, ker verjetno takrat si siten, ko imaš probleme doma. Nisem siten, jaz nisem siten. Če pa Bojan, pa kaj si Bojan spet, kaj si to spet naredil? Pač ona je, bom rekel, prihaja iz podobnega foha, pozna ta posel in jaz imam pa njej tako, bom rekel, veliko podporo, kvečemu, mislim, v bistvu bi mi ona, koliko jo pač poznam, bi mi ona prej odčitala kakšno lekcijo, če bi vedela, da sem imel neko zgodbo, pa nisem objavil. Torej bi te še spodbujala v pizdarije, kaj? Ne, ampak pač ona je tako, bom rekel, zelo dosledna v tem svojem poslu in tako pričakuje tudi ostalih in bi bilo nenavadno, če bi jaz imel neko zgodbo razdeljeno, dokumentirano z viri, pa je ne bi objavil. No, zdaj pa, če gremo še na tole trenutno aktualno zadevo z tvojo prijateljico Tamaro Vonto, ki te je zadnjič na tem, ko smo po televiziji gledati, ta prenos je bilo kot nek tak reality show, ti nazaj, ona, ti nazaj, ona, fajn je bilo gledati, no. Smo uživali zraven in se smejali, bom rekel, in čakali, kaj boš rekel, ampak predno boš to pojasnil, te vprašam, ne, je res, recimo ta tvoj portal ali nasplošno portali, ki dobijo denar, ne, od takšnih in drugačnih sponzorjev, pokroviteljev. Nimam jaz venim sponzorjev. Nimaš. Sem samo oglaševalce. Oglaševalcev, dobro. Ne, to je druga zgodba. Ja, no pa če rečem tako. Švinglane so sponzorstva, ne? To je švinglane, ne? No pa če rečemo oglaševalci, ne? Se pravi, da vidijo potencial v takšnih portalih zadnje čase očitno bolj kot v tiskanem mediju, da so ti saj učitali, da si imel neke hude pogodbe, neke hude denarje, več kot kdokoli drug. Kak je s tem? No? Je to realna obtožba? Kje smo tu? No? Ja, tu smo čisto na nekih realnih stvarih. Namreč tega je pač, jaz ne morem pomagati, ampak tako so se pač stvari razpletle. Pač, bom rekel, nek poslovni model ali pa neka prednost portala Požar Report je samo v dveh stvarih. Ena je, da ima nek doseg primerljiv z ostalimi velikimi mediji. No pa koliko imaš tega dosega? Imaš podatek? Ja, podatki so ves čas javno dostopni. Povej mi podatek. Dnevno. Ja, dnevno tam nekje odvisno pač od teme, nekje med 20 do 80 tisoč teh, kako se reče,
Ja, obiska. pa naročnikov, koliko naročnikov? Naročnikov imamo približno 12 000. To je, mislim, da sem trenutno prvi, mogoče imajo finance več, ampak to je več kot recimo ima dnevnik in delo. Okay. In hkrati, ker to jaz sam pišem, so tukaj manjši stroški, tudi novinarski ekip, tudi ne vem, pravnih služb, finančnih služb, koliko imajo delo in to je vsa prednost. Zato je, drugače pa portal bi načeloma, če bi mi imeli neko marketinško službo, pa karkoli bi lahko imel še glede doseg, bi lahko imel še bistveno več oglasov, kot jih ima. Mi načeloma nimamo veliko glasov. Res je tudi, da nimamo tega inventorja, nimamo veliko, ker je v bistvu naš poslovni model to, da pač objavimo samo en članek na dan. Mi nimamo nekih drugih prometnih informacij, črne kronike, ženski in tako dalje, ki bi nabijali klike. Vsi kliki pri nas so zreducirani samo na objavo enega članka. Zato tudi jaz, ko bom rekel v šali, ampak to ni šala, ker je to podprto številkami, sem v bistvu najbolj bran novinar v državi, zato ker konkretno moj članek prebere več 10 000 ljudi. Ga ni v članka v delu enega članka, ki bi ga prebral toliko ljudi. Tam pač pridejo kliki, zato ker je pač delo kompleksno. In v tem je ta, kako rečem, finta. No in kaj konkretno je, pogled, je bil očitek? To so v polni nesmisli. Poglej primer Darsa, mislim, ki ga bom zdaj itak te dni objavil. Dars je doslej v zgodovini spletnega portala Požar Report oglaševal v skupni vrednosti 36 000 evrov. Od tega je 31 000 evrov Dars oglaševal takrat, ko so bile leve vlade, in 5 000 evrov je oglaševal takrat, ko so bile desne vlade, zdaj pa Janša. In zdaj je problem teh 5 000, unih 31 000 je pa ok. S takimi absurdi se jaz soočam, pa sem se soočal zdaj tukaj pri Tamari Vonti. Tukaj sem bil pa jaz, bom rekel, žrtev samo zato, ker je pač jaz nimam dobenih poslovnih, finančnih statusih, povezal z dobeno politično stranko. Tu zdaj ni, bom rekel, dobena stranka ni solastnik portala, tako kot je pri kakšnih drugih medijih. In sem bil tukaj zraven dodan v to skupino samo zato, ker je pač, ne vem, nekdo tam v Svobodi se je pač zamislil, da bi treba tudi pač mene preiskati zaradi kritičnih člankov in sem bil dan lepo noter. Ampak jaz sem bil tak zaslišan kot priča, jaz nisem bil mislim, fizično me je zasliševala, kot da sem jaz obtoženec, ampak jaz sem bil tam pričan. Ampak kako se bo to razpletlo, bo šel v zapor? Zakaj se jaz nisem česa obtožil? Ne vem, povej mi, ne? Se nekaj pričal, jaz sem bil tam kot priča, se priča, da je hoja v zapor. Ampak mislim, te Orang te ne, jaz to ni, pač kot priča si dolžan priti, drugače te privedejo, načeloma si dolžan odgovarjati na vprašanje, kada se sklicuješ. Ampak kako se bo razpletlo to po tvoje? To bo na nek način zvodenelo, ničesar ne bo tega. Vse skupaj je smisel imelo samo v tem, da pač nekdo pride tja in ga nekaj zaslišujejo, to je bil ves smisel. Naprej, ko si omenil politiko, vem, da si tudi imel to listo svoje Bojana Požarja, kaj 2018, če se ne motim, pa si imel resne namene, ne vem, naskok na parlament ali karkoli. Ampak zakaj misliš, da kot nekemu, ki je res imel te insajderske zadeve, ki se je spoznal na sceno, ki je vedel kako in kaj, da ti tukaj pa ni recimo ratalo dobiti ta preboj? Tudi sem bil malo naivn, pa sem mogoče res mislil, da bi lahko, ampak to je bil tako, kako ne jaz živim, to je mene po eni strani tu mika, ker pač me nove stvari mi mikajo, po drugi strani se mi pa to zdelo tudi malo tako, dajmo kot novinarji pogledati, kako je to, če si resnično zraven. To je bila neka kombinacija, par ljudi me je nagovarjal, jaz sem pa malo popustil, ker sem mislil, fajn, ok, bom videl. Kaj bi bil novinar in politik, potem meni sebi? Jaz mislim, da to pa ne bi šlo, ne? Ja, mislim, danes gre vse, če tam na komisiji sedi iz portala necenzurirano prišepetava Vonti, potem je tudi to možno, da si politik pa novinar hkrati. Ampak načeloma mislim, meni tudi, če bi bil izvoljen, jaz bi verjetno s časom odstopil kot poslanec. Jaz tu ne bi mogel tam sedeti ure in ure, pa se ukvarjati z nekimi predlogi zakonov. Tako da ta del posla zagotovo ni bil zame. No in če je zdaj to svojo slavno mapico vzamem, to so bilo izven tega. Bilo je malo ne, ampak rekel sem, za tebe si bom prav pripravil, sem rekel, ker se jim pol zgodi, da prije tak res, ker ti si velik človek, tu ni zebanci, tu ne moramo mi, da se zame to vremeno, pa kako si, tukaj moramo tak narediti, ko je. Sem rekel, da si bom prav napisal, razumeš, par teh zadev, ki te jih moram vprašati. Recimo, tale se mi zdi interesantna, se pravi, misliš, da danes novinarstvo v tem svojem pravem pomenu, čujem dosti očitkov na to, še obstoja, ali gre dejansko samo za neke propagandne članke, zmenjene članke, politično aktivirane članke, lahko sploh še, pa pustimo zdaj tebe, na splošno tvoj pogled na novinarje, obstoja sploh še novinar,
ki lahko neobremenjeno piše v Janši, v Kučanu, v Golobu, brez da bo rekel, aha, ta je pa že njihov, aha, to je bilo pa naročeno. Ali je novinarstvo tu čist podrejeno politiki, kapitalu in tako naprej? Ja, podrejeno je, no, ampak se ti načeloma, mislim, ne smeš ti vedno verjeti temu, da nekdo reče, to je bilo pa naročeno. To zdaj, veš, ker to je zdaj neka fama. Ja. Ni vse naročeno. Ne? En del je verjetno že nekaj naročen, pa dogovoren, pa plačal, ni pa temu vse. Ne? Tako da načeloma je to možno, ampak mislim, da ni največji problem pisati o politiki. Večji problem je pisati o tistih, ki imajo, bom rekel, finančno ali pa kapitalsko moč. Ne? Tisti so trši nasprotniki kot politiki. Ne? Politiki hitro klecnejo. Ne? To je enkrat pišeš o Kučanu, pa ti pomaga nasprotna stran, drugič pišeš o Janši, pa ti pomaga nasprotna stran. Tako da s politiki se da relativno hitro zvoziti. Ne, to je, ampak je še novinarstvo, no? To, ja, je možno. Pač novinarstvo, jaz pa se držim nekega pravila, ne, ki velja že pač vrsto let, ne, izhaja iz Velike Britanije. Novinarstvo je to, da ti pač objavljaš to, kar želijo drugi prikriti. Ne. Novinarstvo ni to, da greš na tiskovno konferenco, poročaš, kaj so tam rekli. Skratka, objavljaš to, kar želijo recimo nosilci oblasti, ne, ali pa takšne ali drugačne prikrivati. To je novinarstvo. In tisti, ki to počne, je po mojem veden novinar. Ne. Pa počneš, kdo to? Kako? Počneš, kdo to? Ja, lej, zdaj za druge jaz ne bojem soditi, odvisno pač, ko bi rekel, bi mogel reči od primera do primera, ampak na nek način je še neki taki novinarji, ki to počnejo. Ne. Kaj pa recimo... Jaz zase vem, da to počnem. Ja. Zdaj, mogoče sem tudi zaradi tega, ko nenavadno, ljudje nenavadno name gledajo, ne? Ampak pa se tudi tako malo nenavadno pozicionirajo. Ampak jaz sem si ustvaril, jaz sem mogoče res edini novinar tu pri nas, ki ima dostop, ko piše o politiki na levo in na desno. Ne, celo več dostopa imam na levo, ker pač od tam izhajam, pač te stvari, neke vezi ostanejo. Ne? In sem se zdaj nekaj tudi, ko bom rekel, portal, čeprav so številke so pretirane, ampak vendarle portal je, predvsem zaradi tega, ker živi od naročnin, ne, je portal ekonomsko situiran, ne, in če medij ni finančno močan, pa finančno stabilen, pol je najbolj ranljiv. In zaradi tega ta portal ni tako ranljiv, kot so recimo kakšni drugi mediji. Ne. No pa prej recimo, ko si omenil, da politiki so v bistvu mala šala, da nisem mala šala, ampak je lažje. Bolj pomembni so tisti, ne, kjeri so pa po tvojem v Sloveniji te res ta močni vplivni, ko imamo skozi v glavi neki strici iz ozadja, neki, ki imajo nek sveti vpliv, ampak nikoli noben v njih ne govori konkretno, to so sledeči, dvopičje, Kjeri so ta močni, ko se pa moramo bati, no? Zdaj imaš recimo zelo močan je tale energetski lobby, ne? To je ta krog Roberta Goloba, pa še nekateri, ki so zraven, ki vladujejo državno energetiko. Državna energetika je danes eden od največjih financerjev zasebnih medijev, največ odnajo. Tam pride, pol imaš nek krog teh tako imenovanih bankirjev, ki vladujejo te banke pri nas in pa tudi zavarovalnice. To sta recimo ta hip v tem kapitalskem pa finančnem smislu zagotovo najmočnejša lobija, ne? Močnejša kot katerakoli politična stranka, kot taka. Ne? Če govorimo zdaj o teh. Ne? In o teh ljudeh, ne? Oziroma o teh lobijih ni enostavno pisati. Ne? Lahko se piše v mežnine gor, mežnine dol, to ni tako pomembno, ampak ko greš v globino teh lobijev pa teh ljudi, postane pa, bom rekel, zapleteno. Ne? Pa nevarno tudi? Ja, nevarno, nevarno v fizičnem smislu ni te prakse, zdaj pa nismo Srbija pa Črna Gora, da bi kakšnega novinarja pa nas zadnji, ki se moj zgodil, pa še edini je bil petek, ne, ampak drugač pa načeloma pa nas ni te, vsaj bom potrkati, ni te kulture, da bi te avto povozil. No pa recimo to, če smo želi, to si dobro izpostavil, zdaj si se bal kdaj, da bi se ti kaj fizično, si imel kakšne grožnje kdaj konkretne? Ja, imel sem enkrat 3-4 dni, me je čuvala policija, pa to že ful dolg nazaj. Zakaj? Ker so bile neke grožnje, pa ker so jih ocenili, da so resne, in pa se je tam potem okoli nek policijski avto vozil in to je bilo tako, bom rekel, diskretno čuvanje. Drugač pa načeloma jaz nisem, bom rekel, imel občutek, da sem fizično ogrožen, ne, nikoli, no. Kaj pa, da recimo pa to recimo, da sem bil na nekaj sprejemu, pa me enkrat Branko Đurić me je porinil od zad s hrbta. Kaj je bil jezen, kaj si napisal? Ja, tako Tanja Ribič, ampak zdaj bom še nekaj povedal. Bil sem pa prečerajšnjem s Zigorjem Omerzo, se dela v enem novem lokalu, ljubljanskem lokalu, in pride tja Branko Đurić. Videl sem ga po 100 leti. Pride k meni, mi da roko, reče, Bojan, lej, ful te spremljam po X-u, što mi je konkretno rekel, in tako dalje, če smo karkoli imela, se ti upravičujem za vse nazaj.
To mi je rekel, bil sem prvo pa sreča, ampak imam pričo, bil Igor Mesec zraven. To smo se še malo pogovarjali. Kaj si pa pisal takrat? Ja, mislim, ne vem, veš kaj, on je bil v nekem obdobju, je bil ful tako, ko je občutljiv. On je bil sicer humorist, pa to vsak je vse govoril, ampak ko se pa kaj napisal, je bil blazno občutljiv. Pa še tega Mačota je izigraval in tako dalje. Ok, Bojan, kaj pa ta večna, tudi prej si omenil, Janša, Kučan, je to fama? Ker še vedno lepa zdaj minilo, že ne vem koliko let od vsega, ampak vedno imamo ta dva pola. Ja, še imamo. Kaj je fora tega? No? Kaj pa če sta ta dva v resnici prijatelja, pa nas jebeta, po domače rečeno, pa mi ne vemo. Lahko da sta dogovorjena. Kaj s tem? No? Lahko da sta dogovorjena. Pogled, to imamo dva pola, zgodba se vleče iz druge svetovne vojne, ta delitev na te partizane, domobrance, na levo in pa desno. Jaz osebno, pa še veliko teh mojih znancev je mislil, da bo to s časoma, kako bi rekel, poniknilo, pa ni pa je zdaj ponovno izbruhnilo, zaradi nekih okoliščin, ki so izven Slovenije, v svetu in tako dalje. In očitno je to, da bo to še nekaj časa trajalo. Dokler bo ta živa. Dokler bo ta živa. Zdaj Kučan pravi, da ne bo koalicije, dokler bo Janša živ, velike, bolj bi pravilno, da bi rekel, da ne bo koalicije, dokler bo on živ in podobno, ampak očitno bo to še trajalo. Zdaj nekateri spet govorijo, da bodo volitve prihodnje leto, 2026, zadnji veliki obračun Kučana in Janša, ampak to smo že govorili pred zadnjimi, tako da lahko, da še ne bodo, ampak bodo pa spet. Zakaj pa si ta dva ne bi enkrat, ta levica, desnica, osnovna si dala roke pa rekla takole, zdaj pa imamo mi tega dost, cel svet je še itak božjo mater, zdaj pa dajmo mi tu zdaj javno zakopati Bojno Sekiro, Kučan Janša, prijatelja, zavedno, pika, konec. Glej, bitka za oblast je neusmiljena. To ni možno, da bi to se zgodilo. Od obstoja človeštva naprej, že pri živalih v čredah in v raznih gnezdih vidiš, da ta bitka za to. Ampak mi že ne bi to umirilo pol Slovenijo? Ja, bi, samo to je nerealno pričakovati. Ti nimaš vpliva, da bi poklical enega zmed teh dveh pa rekel, fanta, dajta si roke, kot nekdo, ki vse ve, ker če ne bom pa to in to povedal vama. Vse je bilo že veliko povedal, tašnega vpliva pa... Nimaš tega vpliva, No pa če te to vprašam, glede Slovenije, naše politike, misliš, da dejansko mi, kaj odločamo še danes, ali to vse prihaja iz Evrope, z Brusla, z Amerike, ne vem, skod drugot, ali so Slovenci avtonomni tako, da jim ne upoštevajo vsega, ali moramo obogati vse? Mislim, smo manj avtonomni, kot smo bili, oziroma kot bi lahko bili, če ne bi bili v Evropski uniji, ampak če ne bi bili v Evropski uniji, pa NATO bi se že tukaj, bi se že par let trajala državljanska vojna in v bistvu več ne bilo. Ampak glej, dokler obstaja neka politika, ki ima še vedno neke pristojnosti odločene o nekih zadevah, do takrat traja ta boj za oblast. Tukaj je še vedno veliko teh državnih podjetij, agencij in tako dalje, tako da to je kar velik plen, 12 milijard evrov je še tega premoženja za vsako oblast, ki zmaga na volitvah. Zaenkrat se očitno še splača politiko boriti za to, kar je. Kaj pa to, recimo, zdaj vem, da to sem tudi, sem bil z Jelinčičem v debati, pa mislim, da še z kom drugim, vem, da si ti dost na tej, oziroma striktno na ukrajinski strani, se pravi, vidiš v Putinu tega glavni problem, recimo Jelinčič je pa Zelenskega prebil na križ, Zdaj, kaj ti misliš, ne vem, je Putin po tvoje, resna grožnja, ne vem, pa bo, naredil ta neki kvazi novi Varšavski pakt, ali bo zavzel Poljsko, ali bo celo Evropo vsu. Zakaj se dejansko Putina ti se ga bojiš, lahko res tako nevaren, kot se govori, ker drugi pravijo pa, da ne, je pa Zelenski kriv. Zdaj Potalci tako s tem ne ukvarja, ampak to hočem reči, ker Potalci ukvarja z notranjo politiko. Mislim, pri tej vojni je nesprejemljivo to, da lahko neka država napade drugo nekaznovana, ker drugače to slej. Tudi mi, ko so nas Nemci napadli med drugo svetovno vojno, smo se branili, tako da to je evidentna kršitev nekega mednarodnega prava in na to človek ne more pristajati. Zakaj se je pa lahko to zgodilo leta 2023-2024? Lahko se mi pogovarjamo zdaj o nekih tisočih nekih podrobnosti, kaj verjetno jih je Jelinčič razlagal, zgodovina gor, zgodovina dol, ampak dejstvo je, da karkoli se je zgodilo, ni upravičilo za to, da ti neko državo napadeš. Ker sicer veš, Italija bi lahko vedno našla neki izgovor, zakaj bi napadla Slovenijo in obratno. Te stvari smo že nekako dali skozi v tem svetu, ampak zdaj pa se očitno spet ponavljajo. Ampak če te vprašam drugače, kako je možno, da se tudi Slovenci dejansko
delimo tudi pri takšnih stvareh, kot je vojna. Ne? In tudi v Gazi je podobna zgodba. Ja. Kako lahko, da bi se zdaj delili, ne vem, ali je bil Hitler ali bil, ne vem, Roosevelt. Ne? Se pravi, eni bojo za Hitlerja, eni ne. Mislim, kje smo zdaj mi v modernem času, da se celo pri takšnih stvareh skregamo in delimo. Kaj je fora tega? To meni ni, osebno meni to ni jasno. To razumem, ampak veš kako je, ljudje so pač različni, imajo različno mnenje. Ampak kako lahko imaš mnenje v vojni različno, kdo je agresor, kdo ni? Ja, ne vem, jaz berem ljudi, pač, ki so veljali za resne ljudi, ki pač upravičujejo to Putinovo agresijo. To mi objasni. Kdo zdaj Hitlerjevo agresijo tudi upravičuje po novem? Ja, tega zdaj verjetno se najde kdo, ne? Ja, mogoče bi se našel, pa tega za načeloma 60, nisem prebral. Počakaj še malo, ne? Seveda to našel, no, pa hoče več ti razlogi, zakaj se Putinova, jaz mislim, da ima to, da je en kup nekaj razlogov, no, veliko ljudi, po mojem, vidi tega Putina še vedno kot nekega zadnjega sekretarja Sovjetske zveze, ne? To zagotovo, tako se mi zdi, ker se včasih nek način govori o njemu, no? Ne? In glej, različno mnenja so dopuščena, jaz pač to rečem, ne? Ampak čeprav za neka logika stvari bi pač mogla biti, no? Jaz mislim, da agresije ne bi smela na noben način upravičevati, ne? Vse uradna politika države ne bi smela biti v tem smislu. Zdaj, če še mogoče se dotaknem enega tega tvojega striktnega mnenja, recimo vem, v COVID-u vem, da si bil tudi zelo striktno za cepljenje. To pa ne, nisi bil? Ne, to pa zdaj tudi okoli te Ukrajine pa Rusije. Tudi nisi tako na eni strani. Ne, hočem več, nikoli se nisem, jaz bom rekel tako, jaz pač imam neke svoje poglede na to, ampak nikoli se jaz nisem tako decidirano opredeljeval. Jaz sem kritičen do Putina, zaradi tega, ker je napadal neko drugo državo. Kritičen do Putina zaradi tega, kako ima stvari po sebi nedemokratično organizirane, da ni resnih volitev, da ni svobode tiska in tako dalje. Pri COVID-u pa ne, jaz sem med njim pač, kar sem parkrat upozoril med COVID-om je to, da se pri nas napačno presoja ta strogost teh ukrepov. Moja pastorka je takrat živela v Novi Zelandiji, hčerka je živela na jugu Francije in obe dve sta bili zaprti v stanovanje. To vem, ja. Ja, in pač veš, in se mi je zdelo, bom rekel, bizarno, da se tukaj učita, da vlada vodi neko hudo, strogo politiko, če je v resnici zunaj 10-krat hujš kot je tukaj. Mene najbolj moti pač med COVID-om to, da je opozicija poskušala COVID v bistvu izkoristiti za to, da pač vrže Janšo z oblasti. Takrat so bili po mojem neki časi, ki bi pravzaprav mogli na nek način stopiti skupaj. Pa, recimo, ko za nazaj gledaš na ta COVID, pa ta cepiva, pa gor dol, zdaj, še vedno enaka mnenja. Okoli cepiva je pa tako. Jaz sem pač na nek način sem se cepil zaradi tega, da sem lahko kot novinar funkcioniral. To sem jaz tudi mogel videti. Hvala Bogu, da sem se cepil samo 2-krat, ker po drugem cepivu sem imel velike težave, sem zgubil vso to, nisem niti vedel najprej, ker pač ko sem prvič šel teč, sem opazil, da mi je zginila vsa ta kondicija za tek. Nisem mogel preteči 500 metrov, čeprav sem pretekel prej maratone. Tako da je hvala Bogu, da je potem stvar pojena, da se nisem rabo še tretjič cepiti, ker se verjetno ne bi šel tretjič cepiti. Cepiti sem šel samo zaradi tega, ker se mi je pač to zdelo najbolj racionalno, glede na informacije, ki sem jih imel. In da se tudi lahko naprej normalno funkcioniral. Barbara, recimo, ki je pač preživela, prebolela rak, se pa ni šla cepiti. Mislim, da se nikoli nismo o tem pogovarjali, da se je treba cepiti, da se ni treba cepiti. Vsak je pač sprejel svojo odločitev. Če si že omenil zdaj te maratone, traile, to vem, da tudi parkrat, ko sem jaz povezoval. Ja, pa fajn pridem, ker me potem ti na realna potla. Ti me na realna potla postavi, zanj sem pretekel v cilj, bil sem že ful zmatan, pa si rekel, evo, božaj obojene v cilju, ni neki rekord, si rekel, ne, ampak prišel je po cilj, ker veš, kako je zdaj pa meni. Jaz sem zdaj že res vesel, da pridem v cilj. Nekaj ti si zelo pozno začel s tem tekom. Ja, s tekom, zdaj sem prej igral tenis, pa to aktivno, s tekom sem se začel takrat, ker je v bistvu, zdaj je po mojem 15 let do tega. Pa kaj te je prijelo, da si začel te traile? Barbara mi nekaj, takrat je bila pač malo pod stresom tega raka in tako dalje in mi je rekla, da je ti zame teč, je rekla. In sem šel teč 10 km na Ljubljanski maraton, na 10-ko sem šel teč, ampak potem sem rekel pismo, kako je lahko nekateri potečejo 21. Jaz sem tako, če se vržem v stvar, pač grem. In pol, ko sem pretekel tisti 21, sem rekel pismo, včasih mi zdaj 21 km ne mogoče, sem jih pretekel, sem rekel, kako hudiče bo lahko drugi maraton pretečejo. In grem še to in sem jih doslej 9 pretekel. Dobro ti gre? Ja, nisem se na 10. sem se pa sesul. Sem končal v šotoru,
bolniške nam po 23 km, ampak bom probil še enega preteči. Ne vem, če pa to pove, ne, to zdaj gledam te zadnje demonstracije v Srbiji na polno, razumeš, že dolg časa se kaj takega ne spomnim in potem naš veliki župan Janković, ne, da pa podporo recimo Vučiću, uradno to, mi že je to politični samomor naredil, da ne bo župan več nikoli, ali ne, kaj praviš? To je po mojem, to je po mojem odvisno od tega, kako se, to nema veze z Vučićem, na to ne bodo vplivali te študentske demonstracije v Beogradu, usoda Jankovića je čisto odvisna od tega, kako se bo pri nas odvijala. Čisto odvisno od slovenske notranje politike. Lahko da je to njegov konc, lahko da ga bodo žrtvovali, zato da bodo lahko nastavili, da bodo preživeli in nastavili nekega svojega župana, se pravi Janković 2.0. To nima veze z Vučićem. Ne. Ker je sploh fascinantno, da so ljudje tako reagirali. Prvič, ker bi lahko to že predvideli, ker župan se je zdaj zadnji 2-3 leta samo z Vučićem, ne. Vsak vikend je bil na kosilo, pa tako dalje, ker je nenavadno bilo. Ne. Zato je bilo to pismo itak je bilo pričakovano, ne. Itak ga je Vučić naročil. In drugič me čudi, ker Janković je imel v bistvu težje afere pri nas, ne, pa nihče ni reagiral, zdaj so pa naredili tako zgodbo. Tako da to je malo, bom rekel, malo čudna zadeva. Ne. Večje vprašanje, kar zadeva glede Srbije, je to, če bo Vučić preživel. Ne. To je v bistvu bolj zanimivo, ne, ker če enkrat imaš 100.000 ljudi na ulici, ne, in ne grejo stran, ne, pa veš kako je v Srbiji, tam tudi lahko, da fizično ne preživiš. Ne bi bil Vučić prvi predsednik Srbije, pa srpski minister, ki bi pač ne bi ostal živ. Tako da tam so stvari tega še bolj resne kot pri nas. Ne? No pa kaj misliš zdaj, Bojan, kaj bo zdaj na naslednjih volitvah? Kaj lahko po tvojem? Ipak si ekspert, ne? Ja, kaj lahko pričakujemo? Ekspert, ampak veš, kako je to? To je vse, ne, to je veliko, to je tudi kakšni slučaji odvisni na ključi. Ne, ampak bo prišel kak čudežnik spet, tako se vedno zgodi. Ne vem, to mislim, da... Čeferin? Čeferin mislim, da zdaj dela vse, da bi bil še en mandat na UEFA, kljub temu, da je rekel, da ne, ampak zdaj dela na tem, da bi bil, ne. Tako da mislim, da je tukaj pač ni več možnost, da bi Čeferin prišel, ne. Ampak tako da mislim, da je stvar precej, ko bi rekli, Srbi neizvestna. Ne. Težko je zdaj reči, ne, kaj bo. Bo lahko vse možno, lahko da bo ista koalicija kot je zdaj. Mislim, da Golob še dobi? Lahko, ja, Golob mislim, da zdaj računa, da bo dobil 15%. To lahko računa. In da bo potem naredil koalicijo tako, ne, malovično koalicijo, tako kot je ima Marjan Šarec, zapomniš, ki ima pač 13%. Ampak zmago pa več ne bo Golob, misliš? Ja, tudi mislim, da bo začel počasi razmišljati, ali ni mogoče celo boljš, da odstopi, da gre na predčasne volitve in zadrži teh 15%, da čaka do konca, pa jih bo mogoče imel samo še 8. Mi že je to varianta? Ja, to je odvisno od Goloba, kako bo Golob ocenil. Če bo Golob to ocenil, potem bo šlo na predčasne volitve, tudi če bo SD pa Levica proti, ker bo pač SDS mogla glasovati za predčasne volitve. Ne? Če pa, kar je sicer manj možnosti, ampak obstaja možnost, da bodo predčasne volitve, jaz to ne bi čisto izključil. Kaj pa ta recimo? Vlade pa bo... Lahko bo leva, lahko bo desna, lahko pa tudi neka mešana vlada. Kaj pa to zdaj, recimo, ko sta šla od Janše, Eva Irgl, pa ta njegov z glave šel, pomagaj mi, no? Logar, ja. Ne? Je to zmenjeno po tvoje? Je to kak manever, zviti manever, ali je to res solo zgodba? Če je to dogovorjeno, je lahko dogovorjeno samo... Nimaš teh podatkov? Mislim, ja, zdaj, zgleda, da ni dogovorjeno. Zgleda, da ni dogovorjeno, ampak če je dogovorjeno, je to kakšen dogovor Janše, Logar je na 4 oči, ne? Ampak zdaj zgleda, da ni dogovorjeno. Ne? Jaz sicer mislim, da ima Logar kar možnosti, da bo veliko glasov dobil. No? Ja, pa bi on pol dovolil Janše, da bi bil pa Janša predsednik spet? Ja, to je pa odvisno to je pa popolnoma odvisno izključno samo od volilnih rezultatov. Ja. Šele ko bodo volilni rezultati znani, ti že lahko naslednji dan povem, kakšna bo koalicija. Ja. Kaj predvidevaš, da se bo zgodilo? No? Ja, najbolj velika opcija, da bo. Jaz realno ocenjujem, da meni se zdi najbolj realno, da bo desna vlada zdaj. Ne? Da bo desna vlada. Zato, ker mislim, da bo Janša relativni zmagovalec, ker mislim, da bo Logar na volitvah bil drugi ali tretji, najslabše tretji. Ne? In če pride noter še Nova Slovenija, mislim, da bo desnica vlado sestavila. Če pa mislim, kakšni drugi rezultati bi me v bistvu presenetili. Ampak ni zanimivo, Bojan, recimo,
Janši se vedno zgodi nek showmaker, ki pride, ne, veš, in mu ukrade šov in ga premaga vedno znova, ampak Janša ne neha. Janša se sede in čaka, da bo ta showmaker propadel in do zdaj je še vsak, kot vidiš, propadel, bolj kot ne, kar je tudi meni fascinantno, da vsak, ko pride kot meteor, potem zelo hitro pade. To bi tudi noben ne znal odgovoriti, kaj se zgodi. Ampak Janša čaka in ne gre. Ampak v drugih državah vem, da tak politik izgubi volitve, se ponavadi umakne. Ne, Janša čaka, ker točno ve, da bo spet zmagal. Kaj je fora? Pač on, pač nas je malo. Ni čisto tako, kot je v Avstriji, pa kot je v Nemčiji, pa v Franciji. Tudi vprašanje te levice pa desnice je pri nas relativno. Tako da, ampak to je pač tudi njegov, mislim, prvič je to možno pri nas. Pri nas je možno, recimo, da na kongresu nisi izvoljen za predsednika, kot je Luka Mesec, postaneš minister. Veš, to je pri nas pač možno. In ker je vse možno, je tudi možno to, da je Janša ne odstopi kljub temu, da recimo da volitve izgubi. Ampak on je značajsko tako, jaz se spomnim takrat, ko je pač Golob zmagal in Janša močno izgubil volitve, sem vprašal enega od Janševih dolgoletnih prijateljev, recimo, ali pa sodelavcev prijateljev, kaj bo pa zdaj Janša naredil, pa rekel, kaj bo pa naredil? Šel bo v opozicijo in počakal. In bo isto delal, kot je bilo prejšnja 4 leta. In sem rekel, ti siguren bo to, rekel, seveda. In vidiš, tako se je zgodilo. Ampak ti veš za vsakega tega, ki recimo tako res pompozno pride, Cerar, Golob, tudi Janković je dejansko samo on takrat ni uspel sestaviti koalicije. Ampak hočem reči, ti veš, da bo vsak tak slejko prej padel ali za nekoga, pa vedno viš, ne, ta bo pa vstal. Ker noben do zdaj ni vstal. Noben. Pa zakaj se to zgodi? Če boš pogledal moje članke, pa recimo komentarje na tej bivši uri, moči boš videl, da smo mi, takrat, ko še nihče ni to verjel, smo napovedovali, da bo Golob padel. Da bo padel. Pa zakaj ste to napovedali? Zato, ker pač ga jaz poznam. Jaz pač poznam Goloba, poznam njegovo kariero in pač, zdaj, če ga poznaš, potem te ne more ta medijski bliž, izmišljen, ker bom rekel pones. Ljudje, ki ga niso poznali, so mogoče nasedli, ampak jaz nisem mogel nasediti, ker to pač poznam njegov domet. In se spomnim, ko je Edvard Kalič takrat rekel, boš v udaji takrat rekel, Golob bo v nekem momentu najbolj osovražen politik v državi. To se je zgodilo. Misliš, da je res, ali se oglasijo samo tisti, ki ga ne marajo, ostali so pa tiho, pa mogoče ni čisto tak. Ker to mu vidimo v pol v glavi, da se oglasi 10 negativnih komentarjev, jaz pa tega noben ne mara. Pa to ni res, to jih je samo 100 še vedno. Razumem, ampak dejstvo je, da je strahovito padlo. Dejstvo je, zdaj sem delal za neke ankete med sabo interne, pač v okviru teh njihovih prav na volitve in so izbirali, da recimo Urška Klakočar Zupančič najbolj popularen. To so njihove interne ocene, da bi lahko verjamem. Moja prijateljica. Da je najbolj popularen politik Svobode, Golob pa daleč v zadnji. Tako da to je v bistvu za fiasko za njega, ki je prišel, sem. Pa misliš, da je Tina Gabrova tudi kriva za ta padec, ko se je tako, bom rekel, na križ tudi njo pribil. To sem se menil tudi s temi, ko sem imel intervjuje, pogovore, da navijam za ljubezen, super, fino, fajn, nič nimam proti temu, samo da pa ti veš, da ti bo nekaj pa res tako močno škodilo v javnosti pri Slovencih, pa vseeno greš v to, a ti to PR ima pravico odsvetovati, posegati v tvojo zasebnost ali ne. Mislim, da tukaj Golob ni glede tega realno, to bi on te mogel sprejeti, ker dejstvo je, da mu pač večina teh če se je pa zaljubil, recimo res, bi mogel kaj skrivati doma. Ne skrivati, eno je kako se doma, drugo je kakšne poteze vleče. Predsednik vlade pač bi mogel oceniti, ali je zdaj primerno, da je Tina Gaber to počela. To je bil politični samomor. To je bilo res samomor. Tako da pač tako se je odločil. Nimamo kaj. Nimamo kaj. Bojan, vem, da si bil ti pred Barbaro, si bil poročen z eno zelo simpatično, odvetnica je bila. Se je še odvetnica. Še vedno je, pa otroka imaš tudi, ne? Kako imaš pa ta odnos, recimo, imaš vredne odnose, ali sta skregana, te je tožila, ne vem, ker je odvetnica. Ne, imam vredne odnose. Imaš vredne odnose, ne? Mi smo tudi nekaj časa živela ločeno in smo se ločila šele potem po 10 letih, ker je pač, ker nismo tega akta upravili do konca, ampak imamo čisto vedno odnose. Kaj pa otrok tvoj prav na to, kar Ata počne, te pizdarije non-stop, ti kaj reče, dej pa foter, pa kaj? Ne, to me spremlja to zanimanjem, pa to ona je v oglaševalski branži. Ko mi čaka, da vškaj da jaz ne? Ne, pač v tujini živi, za 7 podjetij dela, tako da veliko potuje za tega svojega posla. Tako da pač mislim, ko bi rekel, recimo, pač spremlja to bolj bežno, ni zdaj vsak dan upeta v tole, ker je pač 1200 km stran in to pač malo bežno spredla. Ima svoje življenje in tako. Mi lahko o komu poveš kaj ekskluzivno, kar še do zdaj nisi nikoli povedal nikjer?
Upaš? Ja, zdaj ne vem, misliš kaj iz svojega življenja. Ne svojega ja. življenja, iz življenja kakega. Ja, to pa ne, to pa jaz. To je plačljivo, ne? Kaj, ne? Ja, to je plačljivo, ja, to je pa moje delo, ja, to je plačljivo, ja. Ok. Ja. Potem pa vprašam, Bojan, tukaj vprašam vsakega mojega gosta, kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Kdaj sem nazadnje jokal in zakaj? Včasih mi ob kakšnem glasbenem komadu iz preteklosti, ko ne zajočem, ampak tako, ne, sem na robu joka, ne. No in danes sem gledal en film, nekajkrat že gledal, Clint Eastwood ga je živel, ne, in je bil pač v eni glasbeni skupini, ne, in je bil... tale, vem, ker misliš, ja. Frankie Valli, ne, ja. Four Seasons, in je bil pač ta komad, ki je meni ful všeč, tisti ljubezenski komad, ki ga je naredil potem, ko mu je, mislim, ki ga je začel peti potem, ko mu je hčerka umrla, in ko mi pri tem komadu me vedno malo umotika. Bojan, če zamenjamo vlogi, ne, ki si ti večino časa v poziciji spraševalca, novinarja, voditelja. Se to ne bi smel povedati, da me take stvari... Ne, je prav, moški hočemo. Ne. Če zamenjamo malo vlogi ob koncu, mogoče pa ti dam možnost za 3 vprašanja, da me lahko vprašaš, vem, da si nisi pripravil, ker ti nisem povedal tega, pa hvala Bogu, da si nisi, ker vem, da imaš nora vprašanja. Če nimaš, ni problema, če pa imaš pa zdaj šanso, da me vprašaš 3 vprašanja, karkoli pa bom probal biti res iskren. Evo, ja, izvoli, Bojan Požar. Tam, kjer je Bojan, tam je Požar. Mogoče se ti bolj spomnil, jaz sem skozi ves čas malo razmišljal. No, ja, pa smo tam. Kako? Ok, gre bo. Ja. Ti se boš verjetno... Jaz sem napisal nekaj člankov o tebi. V meni si napisal članke? Ja, dole z Urško in da si nekaj pisal nazadnje, prej pa sem spomnil. Ne, to sem samo na Twitterju napisal. Kaj si pisal v meni? Ja, nekaj sem pisal. Pizdati materna. Mislim, da je bilo to v slovenski. Kaj kurac si pisal? Nekaj kurac sem pisal. Ja, kaj? Ampak to sem te hotel, ti veš, kaj sem pisal? Ne. A ja, ne. Ne, kaj si pisal? Ja, pa ne vem, mislim, si bil slaven takrat. Ja, sem še zdaj pisal. Ampak nekaj sem pisal in sem več čas. Kaj lepega si pisal? Ja, ziher. Ampak veš, nimam tega elektronskega arhiva, nimam na slovenski novice. Mogoče se pa spomnim, da sem pozabil. Tiste Urški me je pa tako, ful so bile tako, ko bi rekel, poljub stoletja, to je bil poljub stoletja. Privlačne fotografije, dobro si to naredil. Poljub stoletja, in kaj te zanima zdaj? Ne, sem to me zanima. Ja, ne žuga, če smo seksali, te zanima, če smo seksali. Ja, sta seksala. Ja, nismo, ne? Kako ne? Ja, veš kaj bi problem? Prišli do te afere, prisluškovalne afere, in sem se mogel umakniti, ne? A je prišla afere, ki je, mislim, zdaj je prišlo ven, da so zasledovali. Ja, no, in sem se preventivno umaknil, da ne bi slučajno kdo kaj... To se pravi, nimaš ti sreče kot oni iz glasbene skupine? Ne, tako. Ampak fotke so bile tako na meji tega, ne? Ne, fotke so bile super. Res, jaz sem ga takrat polomil, veš. Nisi pa v državnem zboru? Ja, državnem. To v njeni pisali? Ja, zaradi tega je bila ta fotka tako razopita, da je bil kralj seksa. Ne, veš kaj, jaz sem mislil, ampak jaz mislim, da si šel ti v bistvu pogovarjati na temo, kako bo naredila podcast v Celju. To sem bil mislil. Ne, ampak je pa hec, jaz sem ga ustral pol, ko je bila ta novica ven s tem poljubom, da nisem dal naslednji dan že ta najm podcast ven, ampak da sem čakal. Zakaj pa nisi dal ven? Plan sem imel sem pač določene, kdaj bo kdo in takrat ona ni bila na vrsti še in sem rekel, bom počakal. Ja, ti jih več posameš. Tako, nisem planiral, da bo ta poljub takrat stresal celo Slovenijo, razumeš, in pa sem se režal, čakaj, kaj je za to? To bo vedno, kako pa je tako, ona, tako, kaj se bil z njo. Zelo, bom rekel, zelo seksi, zelo privlačna ženska, zelo simpatična ženska, zelo, in sem bil zelo fasciniran na to njeno prijaznost, bil sem ji pač všeč, tako ko sem noter stopil, to sem zaznal, kot ekspert, in mi je bila všeč, ker je bila v svoji osnovi zelo preprosta in simpatična punca. Pa je bila kakšna PR-ovka zraven? Ja, ne, sta sedela, ta njen Vili, njen PR-ovc, mislim, da je glavni, je sedel in je poslušal vse in se je smejal, prikimaval, tako da je vse ostalo noter. To je Maribočan, ne? Mislim, da je. Ta svetovalec, ne? Tako, je vse ostalo noter. Varnostniki pa niso bili? Ne, to pa ne, to sem mi pa zaupal, da ne bo nič narobe. Sem pa usvajal njeno tajnico, tam sem je pravil, če je samska. Je
bila tako vedno. Zelo lušna. Ja. Zelo lušna. Pa je pa rekla Urška, ja, isto, vi pa niste povedali njej, če ste vi samski. To pa nima zdaj veze, kaj imate vsak dan drugo, s nekom nekak tak. Ne. No, pa ko je ta afera bila, sem se pa mogel umakniti kot vitez. Da ne bi bil pleten, da bi ti v meni pisal gor, ki slučajno tu Gartner ono, Gartner drugo in sem rekel, to se pa ne grem. Poslušaj, pa to še No, ker zdaj še imaš dve vprašanje. Eno je bilo pisanje, eno je bilo Urška. Tretje vprašanje pa to, zakaj imaš to, v čem je fitno, imaš to fucking Gartner. Fucking, v bistvu je pa fora v tem, ker sem pač se takrat ukvarjal z erotiko in pornografijo, z Gartnerjevim bordelom in je pasal to, ne. Dame in gospodje, z nami je Iztok. Fucking Gartner. Ampak ta fucking zdaj malo opuščam, ne, tu pri tem podcastu ga ni, kadar sem pa imel te zadeve, je pa ta fucking, pa če gledaš oklepaj king, kralj. A je z erotiko se več ukvarjaš? Ne tako intenzivno, ker te vdaje zdaj ni več. Ker sem zapustil. Ker se jim je še, ne? Ne, zdaj ga tudi ni bilo 2 leti že. V Celu ga letos ni bilo, v Ljubljani je odpadel. Ne, zdaj ni bilo covida. Ko je bil covid, ga ni bilo. Zdaj pa, ali ne vem. Avstrijci pa še imajo. Vem, da v Berlinu je bil. Za Avstrijo nisem siguren, pa v Pragi je bil, v Celu je odpadel, pa v Ljubljani je že odpadel. Tukaj je tradicija. Ja, in letos je odpadel. Oziroma, ne letos, lani, ja. Letos pa ne vem, če bolj, ne vem, kaj se dogaja. Tako da, ja. Pa ste vi, kaj z Modicem sodelovala? S kom? Max Modic je pa, pazi, njega imam pa v zelo čudovitem spominu. On je bil pa prvi znan Slovenc, ki je mojo oddajo javno podprl. In ko je zbolel, žal, ne, za rakom, smo bila zelo veliko na vezi, mi je tudi kak svet kdaj dal. Ob 10. obletnici sejma, vem, da je takrat, kljub temu, da je bil zelo bolan, je prišel in je bil gost v moji oddaji in mi je takrat kao predal potem žezlo, mi je neko knjigo podelil, pa to svojo znano majico, Porno tajkun. Je to bilo meni tako, res sem se počutil, res sem se počutil. On je bil res pionir. Ne. Res da je pa rekel, edino, kar pa ni uspel, pa da ni imel vdaje. Ne. To sem imel pa jaz. Vdajamo pa ni ratala. Tako da to je to. Ne. Bojan, jaz mislim, da smo obdelala praktično vse. Če imaš še kaj za povedati, kar mogoče nismo povedala, pa te nisem vprašal, pa si neizmerno želiš povedati. Ne. Je kaj takega? Ja, to pa zdaj jaz. Ja, nekaj reči, pa zakaj me ni vprašal to? Jaz sem pa to mu mislil povedati. Ne, to bomo za naslednjič. Za naslednjič, da bi naredila. Rekel, vsake dobre stvari morajo v 3 delih biti. Jaz sem hvaležen, pa vesel, da si me povabil. Ne, jaz sem pa zelo presenečen, da si bil za. Ja, ne, si bil za. Ker drugače se mi zdi, da nisi glih, da bi neki hodil okoli na veliko. Zakaj si pa tu zdaj? Zakaj si pa prišel? Ja, nekako, mislim, v bistvu tudi zato, ker se že dolgo nisva videla. To je pa tudi res. Nazadnje smo se na nekem športnem dogodku videla. Ja, tukaj se vidimo, Savinjska den, zdaj če boš letos spet, ne? Po moje bom. Ja, mislim, da je 15. maja, takrat je 16. maja, tako da verjetno bom prišel, ampak načeloma se mi zdi, da je fajn, ker se nisva videla. Pa tudi v Celju nisem najbolj pogosto. No, vidiš. Bojan, tvoj zadnji stavek za najne gledalce je kaj? Ja, znači, gledajte Uro resnice, no. To pa zdaj, ne? Gledajo to zdaj izkoristil. Ta ti pa Kadič pa, kdo še je? Ne, v bistvu, jaz sem voditelj, Kadič je pa eden od komentatorjev. Komentatorjev. 3 tedensko, komentatorji, politiki, medija, gospodarstvo in tako dalje. Analiziramo, komentiramo, se pod malo hecamo. Bravo. Da pa je resno. Torej, dame in gospodje, z Bojanom smo preživela tale lepo urico in pol, če se ne motim, v tele krasni Oxyhelp centru v Celju, ki so moji prijatelji, na Hudini so, se pravi hiperbarična komora. Če Bojan, mogoče stopiš, če si za, boš stopil tjale, zdaj sem te malo te spržil, razumeš, ne? Bom stopil. Malo sem te spržil, pet pogleda tule, kaj imajo oni tu, ne? In po takem intervjuju dejansko pa še, da greš noter. Ja, vem. Si že bil v tem? Ne, nisem bil, ampak če sem tudi, da sem malo razmišljal. No? Ja. Zdaj, jaz nimam nekih klaustrofobičnih težav, ampak ker tu vidim, da je fajn vidiš ven pa to, ne? Ja. Ni problem, ja. Ja. Ampak nisem se pogovarjajo s tabo tu po telefonu. Ja, nisem se pa še odločil, no? Nisem še pa odločil. Ko se odločiš... Ja. Moj prijatelj Ivan Simič ima, ne? Tako da nisem se še pa odločil, ja. Ko se bom odločil... Ja. Te pokličem. Ti zdrihtam, da šlo gratis. Ko te počem. Ja, se ne gre za gratis. Enega se najprej se bom odločil. Enega ti častim. Super. Jaz, ko grem not, grem pa s puncem not. Ja, pa kolikrat si pa ti? S puncem sem bil enkrat do zdaj. Enkrat? Sam sem seksal, sem ven vrgel. Aha. Ja, vidi se pa to. Ja, se vidi. Nič, Bojan, hvala ti lepa, da si bil moj gost in se vidimo na športnem dogodku. Ok, super. Čau. Ko pa jaz poznam Urško Klakočar Zupančič, ti pa javim. Zmenjeno. Pa na Uro resnice me povabi za komentatorja. Te bom. Odlično, zmenjeno, fajn. Jaz sem za. Super. Super, odlično, zmenjeno. Evo, zabeleženo. Zabeleženo. Hvala lepa.